Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za udeležbo na današnjem srečanju. Večkrat smo vam že povedali, da pa tudi sami ste to ugotovili, da primer oziroma proces Patria odmeva tudi širše. Preko naših meja, končno je sam proces bil zastavljen v 3 različnih državah, v 4 različnih sodnih postopkih in v zadnjih mesecih in tednih se s tem primerom strokovno ukvarja tudi več mednarodnih strokovnih institucij in tudi posameznikov, lahko bi rekel vrhunskih mednarodnih strokovnjakov z področja kazenskega prava. Zdaj, od enega od teh smo bili nekaj dni nazaj opozorjeni na neko navidezno mogoče banalno dejstvo, ki pa je potem pripeljalo do šokantnega odkritja. Opozorjeni smo namreč bili na to, naj bomo pozorni na razliko v teži oziroma obsegu sodnega spisa v Sloveniji in na Finskem. Rečeno nam je bilo, da je po njihovih podatkih sodni spis na Finskem teži za okrog 7000 listin. Zdaj, naša obramba je potem v zadnjih dneh stopila v stik z obrambo finskih obtožencev, ki so bili vmes oproščeni, in od njih smo dobili nekaj obsežnih gigabajtov dokumentacije, ki je seveda v enem dnevu ni bilo možno pregledati. Že prvi hitri pregled pa je in primerjava pa je pokazal, da so v finskem sodnem spisu dokumenti, in to pomembni dokumenti oziroma listine, ki se nanašajo na Slovenijo. Teh listin oziroma dokumentov pa v slovenskem sodnem spisu zagotovo ni. Zdaj, več kot 2 leti je bilo slovenskim tožilcem na razpolago celotno gradivo v zadevi Patria, ki je bilo zaseženo v 3 državah. Skupina tožilcev, mednarodna skupina tožilcev, kjer so sodelovali tudi slovenski tožilci, je delovala več kot 2 leti. Zdaj ne bom tukaj postavil vprašanje, koliko je to stalo, koliko avionskih kart in sestankov in plač je bilo za to porabljenih. Dejstvo je, da je bilo celotno gradivo, ki je bilo zaseženo v preiskavah v Patriji in drugot, na voljo tudi slovenskim tožilcem več kot 2 leti. In slovenski tožilci so iz tega gradiva poljubno izbrali dokumentacijo, ki so jo dali v sodni spis, ki ga danes poznamo kot sodni spis Patria 1. Zdaj, v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku oziroma procesne zakonodaje, o tem boste več govorila gospoda odvetnika, morajo državni organi, v tem primeru seveda tudi tožilstvo, pa tudi sodišče in tako naprej, v sodni spis vključiti kompletne listine, tako tiste, ki osumljene ali obtožene bremenijo, kot tudi tiste, ki jih razbremenjujejo. Zato, da lahko potem sodišče na podlagi celovitega uvida v dejstva in dokumente nepristransko presodi. Se pravi, državnim organom ni dovoljeno iz dokumentacije, še posebej, če je ta na dosego in na voljo samo njim, poljubno izbirati samo tisto, kar mislijo, da je dobro za utemeljitev njihove obtožbe. To je potem zanikanje pravice do enakih orožij, tožilstva in obrambe, in v tem primeru, o katerem bomo danes govorimo ravno za to. Pravzaprav gre za termin, ki je tudi uveljavljen v mednarodno pravni kazenski stroki in se mu reče, s takšnimi početjo reče evidence fishing. Torej, poljubno izbereš tisto, kar ti koristi, in je to seveda strogo prepovedano. Kot že rečeno, obsežne dokumentacije v enem dnevu ni bilo možno
preveriti, je pa že na prvi pogled padlo v nekaj dokumentov, eden od teh je tukaj pred vami. Gre za dopis, ki so si ga vodilni iz Patrije prepošiljali 19.9.2005, se pravi 3 tedne po zloglasnem avgustu 2005, ko naj bi jaz neznanega dne na neznanem kraju dobil neko obljubo neznane nagrade. Samo iz tega dopisa je razvidno dvoje. Prvič, da so bili vodilni v Patriji natančno seznanjeni z dejansko vlogo Toneta Krkoviča. In da ta seveda ni bila takšna, kot se je potem zapisalo v obtožnem predlogu in v sodbi. Prav tako je iz tega dopisa jasno razvidno, da eden od lastnikov podjetja Patrija, to je EADS, Evropska agencija za zaščito in obrambo, pravzaprav forsira neko drugo podjetje, ne pa Rotisa, ki naj bi bil po trditvah tožilstva in tudi ugotovitvah 2 stopenj sodišča izbran že prej in naj bi je zaradi tega dobil tudi obljubo neke neznane nagrade. Zdaj v zadnjem delu tega dopisa se pojavlja tudi neka kratica MK. Zdaj, če jaz filmski režiser bi iz tega naredil resnico o Patriji, ker veste, komu bi to kratico pripisal. Zdaj, ta dopis, če si pogledate glavo, je napisal eden vodilnih v EADS-ju, to je pa lastnik Patrije, se da na nek način nadrejen. In je ta beseda, oziroma to, kar piše v tem mailu, po hierarhiji pomembnejše od tega, kar recimo so pisali vodilni iz Patrije, ker so bili pač njegovi uslužbenci. Zdaj, naslednji tak dopis, ki ga v našem sodnem spisu nismo najdli, v finskem pa je, se pa seveda nanaša izključno na Slovenijo, je dopis, ki ga je 9.11.2005, se pravi 3 mesece potem, ko naj bilo že vse zbrano in ko naj bi je že dobil že nagrado za prave odločitve in za posredovanje. Ta dopis je gospod Sekuta poslal vodilnim v Patriji. Sicer angleščina ni ravno izborna, se pa vendarle iz tega da jasno razbrati, da bitka za to, kdo bo zastopnik in kako se pripraviti na sam razpis, še vedno poteka. In takšnih dokumentov, ki so v finskem sodnem spisu, pri nas pa jih nismo najdli, je še cela vrsta. In se dokazujejo, nekaj podobnih dokumentov sicer je v našem sodnem spisu, na njih smo se sklicevali, vendar je sodišče to zavrglo, kot da je to zavrnilo, kot da je to nepomembna zadeva, neke malenkosti. Zdaj, če bi bila celotna dokumentacija na voljo, bi sodišče to zelo težko stvarilo. No in zdaj k bistvu. Prvostopenjsko sodišče je recimo v primeru gospoda Krkoviča utemeljilo sodbo na indicih, ki jih je vzelo predvsem iz elektronskih sporočil. Na strani 80 v sodbi tako sodišče in višje sodišče je to potrdilo zapiše. Pomembnost vloge obdolženega Krkoviča je bila večja in izhaja iz že opisanih njegovih aktivnosti. Vplivnost obdolženega Krkoviča so se zavedali tudi v Patriji. Po izpovedi Vertajnena je bilo njegovo ime omenjeno tudi na EADS po sestanku dne 1.9.2005 na HSE.
Zdaj, iz elektronskega sporočila, ki ste ga prej videli, je bilo pridobljeno istočasno z vsemi ostalimi strežnika Patria in je v finskem sodnem spisu, vendar ga je slovensko tožilstvo skrilo. Je razvidno, da je bilo ime Krkoviča dejansko omenjeno strani EADS-ja, vendar v razbremenilnem smislu, ne? Oziroma ravno v smislu nasprotno od tega, kot to navaja sodba. Citiram, v primeru upokojenega brigadirja Krkoviča predvidevam, da je to tisti gospod v vprašanju, bivši komandir specialnih enot, aktiven v 10-dnevni vojni 91. Ta gospod ni upleten v ministrstvo za obrambo, razen svetovalske funkcije generalu L. Lipiču, ki je znan potem, da daje prednost s verjetno Pandurju. On ne predstavlja kupca, ni pooblaščen in v odnosu kot prijatelj gospoda Crnkoviča lahko izjavlja, kar želi. To piše lastnik, en od lastnikov Patrije. Tega stavka iz sodbe, ki sem ga jaz prej citiral, seveda ne bi moglo biti, ne? Če bi samo ta edini dokument bil v sodnem spisu tudi v Sloveniji. In 2 leti je imelo slovensko tožilstvo, ali pa so imeli slovenski tožilci, ki so v tej skupini sodelovali, čas, da to vse pregledajo. Sodni spis je obsežen, ampak v 2 dneh greš lahko po datumih skozi vse maile in že na prvi pogled se vidi, kje se govori o Sloveniji, kje se ne govori o Sloveniji, kaj je, tudi če je stvar v finščini, besedo Slovenija se da razbrati iz naslova. Tako da malomarnost je po mojem mnenju v tem konkretnem primeru, tudi če bi šlo sam za en primer, izključena, gre pač za nek jasen namen od samega začetka, da se ta proces montira. In tukaj je še en zanimiv dokument, ki v našem sodnem spisu ni, je pa v finskem. In ta dokument je pomembno vplival na izrek sodbe na finskem, vendar pa o tem slovenska javnost praktično ni bilo obveščena niti posredno. To, kar je natisnjeno na tem dokumentu, je bilo zaseženo na računalniku enega od vodilnih finskih Patrij. Naj bi pa bilo po trditvah finskega tožilstva tudi v listinah, ki so jih zasegli Walterju Wolfu. Finska obramba je trdilo drugače, to ni pomembno. Dejstvo je, da se je na računalniku zaseglo zgolj te številke brez rokopisov. In besede, ki so tukaj zraven pripisane, in gre za finski jezik, ne za slovenski, ne za angleški. Ne za angleški ali nemški. Te besede v rokopisu, mislim na tisto spodaj, pod VV, je nekdo dopisal. Tožilstvo na finskem je trdilo, da se je to zapisalo nekomu iz Patrije, oziroma pri tem, kjer je bilo to zaseženo. Zdaj, neodvisna sodna ekspertiza je pokazala, da ta rokopis ne pripada nikomur od Patrije. In zdaj glavni dokaz na finskem sodišču je s tem padel. Finska obramba je pa potem primerjala ta rokopis z rokopisi finskih kriminalistov, ki so sodelovali v preiskavi, to je ta seznam, in ugotovila, da je to rokopis enega od njih. S tem, da se sodišče kasneje formalno s tem ni ukvarjalo, niti ni določilo nadaljne preiskave, ker je sodba že prej padla. Zdaj, kljub temu, da v Sloveniji tega dokumenta ni v sodnem spisu, bi pa seveda moral biti, ker če bi bil to originalni dokument, bi to potrjevalo, ali pa bil to še en indic za to sodbo, za tožilstvo. Vendar, očitno, takrat, ko so se dokumenti delili na tožilstva in ko se je to kopiralo in ko je ta skupna skupina tožilcev zadeve ugotavljala,
ta dokument v takšni obliki ni obstal. Skratka, se je nekdo trudil, da je stvar tudi na Finskem, na sodišču izgleda drugače, kot pa je bilo ugotovljeno z samimi preiskavami in z listinsko dokumentacijo. Kot rečeno, elektronskih sporočil, kot je tole od Jureta Cekute, in ki dokazujejo, da je proces izbora tako posrednika pri javnem razpisu za nakup 8 kolesnikov, kot tudi ponudnika oziroma kupca, ponudnika za kupca, da je ta postopek trajal še pol leta po tistem, ko naj bi jaz že se odločil in dobil neko neugotovljeno obljubo oziroma obljubo neugotovljene nagrade. Pač tisti, ki je to evidenco čisto oziroma tega ni dal slovenski sodni spis, je seveda natančno vedel, kaj to pomeni tudi za tako imenovano indično sklepo. Toliko z moje strani, zdaj predam besedo še kolegoma, bi rekel to, da zdaj obramba se cel postopek niti ni ukvarjala s tem, kaj je v drugih sodnih spisih, iz preprostega razloga, ker smo bili trdno prepričani, da takšen obtožni predlog nikoli ne more dobiti na koncu neke potrditve pravnomočnosti. Žal se je to zgodilo, sodba je pred izvršitvijo in vsak dan pravzaprav prihajajo novi dokazi o tem, kako je bil ta proces pač od samega začetka montiran. Drugače pa, kot rečeno, se s tem vidikom nismo ukvarjali zato, ker se nam je zdelo nemogoče, da v neki državi, ki ima ustavo, zakone, ki je članica Evropske unije, nekoga obsodijo na ta način, da zgolj prepišejo iz kazenskega zakona tisto, kar je v kazenskem zakonu kvalifikacija kaznivega dejanja. Da ne še enkrat ponovim, da kaj takšnega nismo doživeli niti na vojaškem sodišču leta 1988. To je hujše. No, kot je gospod Janša že povedal, bistvo tega sporočila, ki se danes ven prenaša, je mogoče strniti v zelo kratek stavek. Ves čas tega postopka nismo imeli možnosti poštenega sojenja. Pravica do obrambe in do poštenega sojenja nam je bila ves ta čas kršena in danes se tudi s temi dokumenti in za preverjanjem na Finskem ugotavlja, da tudi na ta način, da so se pač dokazi selektivno vlagali v spise za potrebe posameznih postopkov. No, gospod Janša je pač povedal, da se to, kar se dogaja v tej zadevi Patria, to je, da se je mogoče izreči obsodilno sodbo in tudi po instanci potrditi, brez da bi bil konkretno opisan na ravnanje oziroma da bi bil opisan konkreten očitek, kaj naj bi gospod Janez Janša storil, kar že ves čas postopka tudi ponavljamo in poudarjamo, tudi zdaj do ustavnega sodišča, se ni dogajalo niti pred vojaškim sodiščem. No, dogajalo pa se je, na kar sem upozoril že v začetku tega sojenja, leta 1948 pred vojaškim sodiščem v Mariboru, ker je bil pač obdolženec obsojen, ker je na neznanem kraju, na neznan način pač storil neko dejanje in leta 2012 je bila sodba Vrhovnega sodišča, s katero ste bili vsi že seznanjeni, ki je pač to krivično sodbo razveljavila in že takrat je bilo jasno zapisano, da seveda, če dejanje v obtožnem predlogu ni konkretizirano, seveda ne more biti kaznivo dejanje in to se danes skozi seveda sklep ustavnega sodišča deloma tudi potrjuje in seveda pa z ločenimi mnenji jasno zapiše. Glede
teh dokumentov, ki so se zdaj naknadno pojavili in kot je gospod Janša povedal, jih bo še več, je potrebno, se pravi, predvsem razumeti dejstvo, da ne glede na to, da nikakršnih dokazov ni bilo, v tem postopku, ki bi kakorkoli obremenjevali gospoda Janšu, ker tega ni bilo in tudi ne more tak dokaz obstajati, je pa dejstvo, da še tisti dokazi, ki pa so pokazali seveda v zadevo v drugačni luči, kot jo je zatrjevalo tožilstvo, torej tožilstvo je ves čas zatrjevalo, da naj bi se nekje avgusta 2005 na neznanem kraju, v neznanem času in tako naprej sprijela neka obljuba nagrade za to, da bi se pač predlagal lokalni zastopnik za finsko patrijo, ki naj bi bil pozneje izbran na tem javnem razpisu in da je bil ključen moment, prav to se v sodbi ves čas poudarja in tudi v javnosti je poudarjeno, ključen moment prav sestanek 1.9.2005, ki se je dogajal na HSE-ju, ker naj bi se tudi bilo nekako dogovorjeno oziroma predlagano, kdo bo ta lokalni zastopnik. Seveda ta trditev je bila mogoča, pa še ta ne zdrži nobene presoje, je bila mogoča samo v primeru, da v spisu niso dokumenti, ki jih je gospod Janša pokazal. Torej, da še zdaleč, da bi družba Rotis bila kakorkoli favorizirana ali kakorkoli predlagana ali kakorkoli izbrana 1.9.2005 in kakorkoli, da bi na kakršenkoli način Tone Krkovič pri tem pomagal ali svetoval ali kdorkoli drugi, ampak je dejstvo, da so ta pogajanja, kdo bo lokalni zastopnik, trajala še pol leta in še več. No in seveda dolžnost tožilstva je, da po resnici zapiše vsa dejstva, ki tako obdolženega obremenjujejo, kot tudi razbremenjujejo. In si nihče ne sme dovoliti, da se gre tako imenovani fishing evidence, torej da selekcionira dokaze in izloči tiste, ki bi morebiti razbremenjevale tiste, ki so v tem postopku bili obdolženi. Zakaj se je to zgodilo? Boste seveda vprašali tiste, ki so imeli ves čas več kot 2 leti, kot je gospod Janša povedal, v tej skupini imenovani JIT, dostop do vse dokumentacije in so očitno iz zdaj znanih ugotovitev en del predložili v spisu Patria 2, tako imenovan Jure Cekuta in Zupan, en del očitno v Patri 1 in en del, seveda tisti glavni del pa pustili logično na Finskem, kjer so tudi do teh dokumentov prišli. Pri tistem dokumentu, ko vam ga je gospod Janez Janša nazadnje pokazal, je poleg tega, da seveda se nekako sumi na Finskem glede na primerjalno pisavo, ki je nad tem tekstom zapisana, da naj bi ta pripis k tem številkam nastal z strani preiskovalcev, je najbolj pomembno to, da je bil ta dokument pozneje uporabljen, nihče pa seveda ni povedal, da je dopisal na ta dokument tekst. Zdaj, če si je nekdo na tem dokumentu, na tekstu kakorkoli dopisoval z namenom, da bi razumel, je to eno, seveda, če je pa dopisoval s tem, da bi koga obremenil, očitno pa je temu tako, saj da tako vloženo v spis, drugače bi bilo jasno povedano, seveda, da je to zgolj pripis za nekoga, da bo lažje to razumel. No in seveda ni naključje, da je v oklepaju pripisano SDS PM Janza. O tem se je tudi dosti govorilo. In to kaže resnično na neko odzadje, da je imel nekdo resničen namen, da nekoga pač obdolži s tem, da pač sam na tem dokumentu nekaj doda. Kaj seveda sledi v tej fazi postopka, boja z gospodom Janezom Janšo, o teh ugotovitvah in še naknadnih
ko jih bomo dodatno preverjali, pač dopolnila našo zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču z dodatnimi ugotovitvami in z dodatnimi kršitvami tako pravice do obrambe, kot tudi kršitve do enakega varstva pravic v postopkih. Pozdravljeni. Kot veste, sem zagovornik Toneta Krkoviča. Z tem dopisom, o katerem je govoril gospod Janša, sem se praktično seznanil danes. Pred približno 2 urama sem seznanil z vsebino tega dopisa tudi mojega klienta, gospoda Krkoviča, ki je bil dobesedno zaprepaden, tako kot sem bil kakšne 2 uri predtem jaz. Glejte, Višje sodišče v svoji sodbi, s katero je bila zavrnjena moja pritožba, je med drugim zatrdilo, da je bil vpliv Janše in Krkoviča resničen in konkreten in takšen, da bi lahko dejansko vplival na odločitve v zvezi s Patrijo. V Patriji, da so imeli predstavo, da je Krkovič ima objektivno možnost vpliva na določene odločitve. Iz tega dopisa, ki smo ga danes dobili in ki ga bom povzel samo v 3 točkah, pa izhaja, da Krkovič ni povezan z Ministrstvom za obrambo, da je Krkovič prijatelj gospoda Črnkoviča in ima pravico izraziti svoje mnenje, ki pa je kot tako nerelevantno, strogo zasebno in neuradno. In še tretjič, Krkovič ne predstavlja kupca, torej Ministrstva za obrambo, in zato tudi nima nobenih pooblastil. Njegovo stališče do posla ne odraža stališča dejanskega kupca. Glejte, ta dopis seveda v celoti spreminja položaj mojega klienta v procesu, in če bi ta dopis bil znan in moral bi biti znan, potem seveda bi ta obtožba že v osnovi padla. Ta dopis pa seveda ni bil znan. Zato je to zame škandalozna ugotovitev, in ugotovitev je, da je šlo za nepošten proces, ker tožilstvo je imelo vse možnosti, da pridobi tudi to dokumentacijo. Glejte, tudi na vzporednem procesu, to je Kemane Patrija 2, je sodnica po videokonferenci spraševala Nitinena, kakšna je bila vloga Krkoviča v zadevi Patrija, in njegov odgovor je bil, citiram dobesedno, ne vem za nikakršno vlogo Toneta Krkoviča. Torej, gledajte, Krkoviču, vse veste, da je dobil skoraj 2 leti zapora, 2 meseca manj kot gospod Janša, se je očitalo, da je z svojim vplivom doprinesel ali bi lahko vplival na določene odločitve, tega vpliva pa ni bilo, in to je obramba ves čas trdila, da njegov vpliv v zadevi Patrija ni bil nikakršen, imel je formalno neke nazive, ni pa bil dejanski in konkreten in dejansko ni mogel vplivati na določene odločitve. Zdaj se to potrjuje, in kaj je to ključno pri tej ugotovitvi je to, da je ta ugotovitev bila znana že v mesecu septembra 2005. Kdor je poslušal in sodeloval na našem procesu, je vedel, da je vse jahalo na datumu 1.9.2005, ko je gospod Krkovič na vabilo Črnkoviča šel na HSE in je potem, kjer so imeli sestanek z Netinenom in tako dalje, kjer je spil eno kavo in po njegovi izjavi je trajala 20 minut, torej iz tega se je naredila dejansko usodna zgodba, ki je potem Krkoviča pripeljala do tega, da je bil tako rekoč strašno pomemben akter pri določenih odločitvah. Tu se pa ve, da je tako rekoč že nekaj dni po tem sestanku je Patriji bilo jasno, da Krkovič za to zadevo nima nič, da nima nobenega vpliva, nobenega položaja na Ministrstvu za obrambo in tako dalje. To jaz mislim, da marsikaj pove. Ampak bom izrabil to priliko, da ne bom v tej smeri še razlagal, pa bom mogoče potegnil vzporednico. Dejstvo je seveda, da smo priče nečemu, kar ne bi smeli biti priče, namreč temu, da je bila izdana indična sodba. Rad bi potegnil vzporednico z neko drugo indično sodbo. Jaz sem že dolgo v advokaturi, ampak koliko se spomnim, je to drugi proces indične sodbe, mogoče še kdaj, ampak se ne spomnim.
pa bom opozoril na prvega, ker letos avgusta bo menilo 40 let, ker je bil nekje na Dolenjskem ubit nek Jakob Luzar. Ta Jakob Luzar je bil sosed mojega klienta, kasneje, jaz takrat nisem sodeloval, jaz sem sodeloval šele na koncu, Martina Uhernika. Mogoče kdo pozna to zadevo, mogoče ne. Dejstvo je, da je bil ta gospod Uhernik obtožen in obsojen na 10 let zapora. Od tega je prestal na dobu 8 let. Polnih 8 let je odsedel, to je sicer 4-krat več, kot bi naj moj klient Krkovič, ampak tako kot je isto nezaslišano preveč, je tudi 22 mesecev, ki naj bi jih odsedel Krkovič in 2 meseca več tudi Janša, absolutno in nezaslišano preveč. Če človek en dan presedi v zaporu po krivici, je to absolutno preveč in je to nedopustno. V zadevi Uhernik ni bilo nobenih dokazov, to lahko mirno trdim. Nobenih dokazov in je bil obsojen na 10 let zapora. Če pravim, da ni bilo nobenih dokazov, potem hočem reči, da jih je bilo še zmeraj nekaj več, kot jih je bilo v zadevi Patria. Tukaj je praznina glede dokazov še hujša in še globlja in še bolj sramotna za naše pravosodje. Ne vem, če veste, zadeva Uhernik je trajala 32 let, da je bil potem leta 2006 je tožilstvo v Novem mestu umaknilo obtožbo zoper Uhernika. Potem, ko je izgubil familijo, ko mu je žena umrla in ko je 8 let odsedel. Po 32 letih so umaknili obtožbo. Samo opozarjam na to, da tu gre za indično sodbo z hudimi posledicami za prizadete, pa jaz trdim tudi širše. Kar sem že enkrat povedal, ponavljam še enkrat za zaključek, takšno sodbo, takšno ravnanje bo plačala cela država, bomo vsi to plačali. To je nedostojno. V Evropi v letu 2014 s takšnimi sodbami ne bomo prišli nikamor. Hvala lepa. Hvala. Sprejeli bi še 2 ali 3 vprašanja. Prosim. Sabina Zvonta, STA, za gospoda Matoza. Najprej, na prvi stopni ste izločili filmske dokaze in v tem primeru verjamete. Obenem pa me zanima tudi, glede na to, da je gospod Janša dejal, da vi v filmskih dokazov v bistvu niste gledali, glede na to, da ste menili, da sodba ne bo pada, ali da menite, da ste opravili svoje delo korektno, če ste sam menili, da ne bo treba tega pogledati. Zdaj, preden bo gospod Matos odgovoril, jaz sem izrazil obžalovanje, da niste razumeli nič od tega, kar je bilo tukaj povedano. Ne gre za to, kakšni so ti dokazi, gre za to, da tožilstvo, ki je 2 leti imelo na razpolago celotno dokumentacijo, ni imelo pravice, da izbira, da ribari med temi dokumenti. Tožilstvo je moralo v sodni spis vložiti vso dokumentacijo bremenilno in razbremenilno. Ne gre zdaj za to, jim verjamemo ali ne verjamemo. Tu ne gre za to, ali je bilo to pridobljeno zakonito ali nezakonito. Mi mislimo, da marsikaj ni bilo, ampak sodišče je bilo drugega mnenja in je del teh listin vložilo v spis, del pa ne. Gre za to, da se je izbiralo. Jaz to razumem in tožilstvo bomo tudi vprašali, kaj pravijo na to. Mene samo zanima, glede na vaše konstantno nezaupanje v sodstvo, zakaj niste že prej pogledali vsega tega? Stalno govorite, kako sodstvo ne zaupate, ne? Pa bi torej lahko že prej pogledali, kaj imajo tuji organi, katerih mimo glede dokaze ste izločali. Zdaj, če prav razumem in če potegnem analogijo z tem primerom gospoda Uhernika, ki ga je prej navajal gospod Hribernik, je gospod Uhernik kriv, ker se ni dovolj odločno branil in so ga zato po krijem obsodili. Ne, nisem rekel. Ja, približno tako. Odgovor bo vprašanje. Ste vi šli gospodu Ferlincu pogledati v torbo, kaj nosi? Mislim, da ne morem kar tako nekomu. Tudi jaz ne morem po Finski hoditi pa razmišljati o tem, kdo je dokaze skril.
Prosim. Petko Maj, televizija Slovenija. Pravzaprav tudi vprašanje za oba. Gospod Janša, ste še pravzaprav odzvali na odločitev Ustavnega sodišča, da pravzaprav o tem menite. Se kaže, da tudi odločitev Vrhovnega sodišča v tem času ne bo. In ali vam je torej potem takem žal, da zahteve za varstvo zakonitosti niste vložili že prej? Glejte, mi smo zahtevo za varstvo zakonitosti vložili takoj, ko je bila pripravljena. Ne. In rok niti še ni potekel, ne. S tem, da mi nismo nič zamudili. In ta zahteva za varstvo zakonitosti je bila vložena že prejšnji teden, ne. Se pravi pravočasno, preden je na vrsti izvršitev te sodbe in Vrhovno sodišče lahko naredi karkoli. Tako da mi absolutno tukaj v zvezi s temi roki nismo ničesar zamudili in tudi ničesar ne obžalujemo. Ne. Na Ustavno sodišče smo se obrnili zato, ker smo smatrali, da ta primer izpolnjuje tisto klauzulo, ki govori o tem, da lahko Ustavno sodišče v izjemnih primerih, ne, če gre za nepopravljive posledice in če so kršitve Ustave očitne, zadrži izvajanje takšne sodbe. Se pravi, smo naredili nekaj, kar je predvideno v postopku in naši sodni poti. In po našem mnenju bolj očitnih posledic kot v tem primeru praktično ne more biti, razen če je šlo za smrtno kazen. In drugič, kršitve so tudi tako očitne, da jih vidijo nadaleč. Nekateri od teh mednarodnih pravnih strokovnjakov, ki so se začeli ukvarjati s tem primerom, oziroma prav vsi, prvo vprašanje prav vseh je bilo, če smo jim poslali pravi prevod sodbe. Nihče ni verjel, da lahko neko sodišče v državi, ki je članica Evropske unije, v 21. stoletju napiše takšno neumnost. Jaz bi samo na kratko dodal, seveda nič nam ne more biti žal, vse smo naredili v rokih, dejstvo pa je, da smo lahko samo deloma seveda tudi zadovoljni, kajti Ustavno sodišče je v sklepu, predvsem po ločenih mnenjih, so ustavni sodniki zapisali tisto, kar smo zatrjevali že ves čas postopka. Od leta 2010, ko je bil obtožni predlog sestavljen. Torej, da je gospod Janez Janša obdolžen, da je storil neko kaznivo dejanje, ki ni konkretno opisano. Kajti ne ve se kdaj, kje, kako in na kak način naj bi sprejel obljubo nagrade. In tega ni bilo niti ne v tenorju obtožnega predloga, ne v gostobesednih navajenih mailov oziroma čez 100 strani obtožnega predloga. In zato nam seveda ne more biti žal, da je Ustavno sodišče to detektiralo, da žal nam je seveda, pa ne žal, ampak očitno je, da tega nižja sodišča, torej sodišče prve stopnje in druge, kar smo ves čas ponavljali, ni hotelo ali želelo ugotoviti, pa čeprav je to povsem kristalno jasno. Vsakmu, ki to prebere, je kristalno jasno. Zaradi tega se Ustavno sodišče v tej večinski odločbi tudi ni opredelilo do ničesar. Samo formalizira. Ni se opredelilo niti do ene zatrjevane, v pritožbi zatrjevane kršitve z Ustavo garantiranih človekovih pravic, pač iz situacije, da bi moralo odločiti, se pač izvleče z formalizmom. Tako da o vsebinski odločbi seveda Ustavnega sodišča v tem času niti ne moramo govoriti, niti je ne moramo pritrjevati, niti je ne moramo kritizirati. Če ste prebrali odločbo, ta ni nobene vsebine, razen izmotavanja, zakaj ne odločiti. In potiskanje glave v pesek pred očitnostjo. Gospod Janša, zanima me, ali se lahko do petka po vašem še karkoli spremenili in v petek, kakšen scenarij smo pripravili, da se odloči, da greste v zapor. Imate mogoče kakšne informacije, da se vam bodo pridružili zaporni zapor? No, gledajte, tukaj nisem jaz scenarist. Tisti, ki je pisal to sodbo in
ki jo tudi hiti izvrševati, je v bistvu scenarist tega dogajanja. Ne. Jaz sem bil že v podobni situaciji pred 25 leti, ne, leta 1989, potem ko so vse instance, ne, v Beogradu potrdile, v Ljubljani in Beogradu potrdile sodbo vojaškega sodišča z Roške, in ko je seveda najprej slovenska oblast, takrat slovenska komunistična oblast zatrjevala, da pač sodbe ne bodo izvršili, ker ni bila izrečena v slovenskem jeziku, kar je v nasprotju z ustavo. Zdaj za nas, ki smo bili obsojeni takrat, ne, to ni bilo glih ravno pomembno, v kakšnem jeziku, ampak seveda z ustavno-pravnega vidika je bilo to pomembno, no, ampak čez pol leta si je oblast, ki je tako sodelovala z vojaškim pravosodnim premislenjem, smo dobili pozive na prestajanje kazni. Ne. Jaz sem takrat rekel, da vojaškega sodišča zaradi zelo jasnih in očitnih razlogov ne spoštujem. In kasneje, ko sem dobil poziv za prestajanje kazni, sem tudi dejal, da ga ne bom upošteval. In ga nisem. Ne. In nisem šel na prestajanje kazni, ampak sem potem, ko sem šel na pregled zaradi ranjene roke v bolnišnico pred polikliniko aretirali in sem me odpeljali na Dob, na kar se je zgodila Majniška deklaracija. Zdaj sodišče, ki je izreklo takšno sodbo, kot je to, in tudi sodišče, ki je takšno sodbo potrdilo, ni mogoče spoštovati in jaz ga ne spoštujem. Pa kot sem dejal že, je sodbo potrebno upoštevati zaradi tega, ker spoštujem slovensko državo. In situacija, ki je nastopila danes, je drugačna zaradi tega, ker smo takrat imeli državo, ki jo Slovenci nismo čutili za svojo, tudi jaz jo nisem in jo nisem spoštoval. In zaradi tega sodbe nisem upošteval. Zdaj je razlika, imamo svojo državo, kakršnokoli pač je. Jaz državo spoštujem za razliko od tistih, ki so to sodbo izrekli v imenu ljudstva, ki jo ne spoštujejo, ampak ne pluvajo na tisto, kar se imenuje pravna država ali pa vladavina prava. Zato sem jaz temu pozivu odzval.